dobrodošli. To je nov cikel pogovorov o literarnem novinarstvu. Veseli me, da ste prišli. Z mano je Joe Valenčič. Danes sem zelo vesela, da si prišel, ker ti pač ne živiš tukaj, ampak si v Clevelandu, ampak si pa tudi zelo leteča. Torej, hodiš na različne konce Amerike in tako sveta. V Sloveniji si pa vendarle vseeno tudi kar dosti, zato ker imaš pač slovenski. Torej, literarni žurnalizem na kratko, kot pač na začetku ponavadi povem, je žanr, ki združuje prvine literature, beletristike, se pravi po tej jezikovni in stilistični plati, gre za zapise, ki so zelo podobni ali pa enako literarnim besedilom, potem imajo pa še to dokumentarno, raziskovalno, novinarsko plat. In ko se to dvoje spoji, dobimo te zapise, ki jih nekako označujemo za literarno novinarstvo. To ni nov žanr, to ni neka inovacija 20. ali 21. stoletja, ampak imamo primere že v 18. in 19. stoletju. Skratka, gre za star žanr, samo da ni bil nikoli pomenovan do 60-70 let 20. stoletja literarno novinarstvo. Potem pa predvsem ta ameriška scena je bila zelo močna, zelo vplivna v 60-70-ih, Tom Wolfe, Capote in njegov krog, ki so potem nekako tudi napisali, pravzaprav bi rekla, literarno, teoretično delo o literarnem novinarstvu in počasi literarno novinarstvo potem tudi nekako vstopilo v akademski diskurs in postalo pač bolj prepoznavno žanr. Pri nas imamo tudi dobre pisce, dobre predstavnike, je pa večkrat tako, da se ti teksti nekako mešajo z tudi osebnimi eseji, lahko potem z popotnimi zapisi, ni zelo fiksen ta žanr, tudi tematsko, teme so lahko res zelo raznolike, od hrane pa do politike, torej praktično karkoli je lahko tema teh zapisov. Pogosto je tudi to, bova videla potem tudi v primerih, ki bova izpostavila, da je avtor, pisec ali torej avtorica del te zgodbe. Velikokrat gre za prvoosebne zapise, največkrat verjetno, in ta, ki piše, išče neko, kako bi rekla, izpostavi neko temo, ki sicer pride vedno na površje v dnevnem, recimo, časopisju, ali pa pride na 10. stran, namesto na 1. stran, pride za tudi kakšne socialne probleme, ali pa tudi kakšne malenkosti, torej neke osebne zgodbe, ki pa imajo tudi neko širše obeleženje. Tako da to je bil zdaj kratek uvod, zdaj pa te predstavlja, Joe, še enkrat dobrodošel in hvala, da si z mano, si zgodovinar, si predavatelj, potem tudi ukvarjal si se za odnosi z javnostmi, potem snemaš tudi dokumentarne filme, predvsem si pa velik poznavatelj Slovencev v ZDA, zanimate torej njihova naša kultura, zgodovina in pa kakšni so te medsebojni vplivi, semenska kultura, literatura, vse, kar je povezano z bivanjem v ZDA, v povezavi z Slovenijo. Torej si nekakšno tak most ustvarjaš, lepo povezuješ, se mi zdi, ker ta identiteta oziroma obstoj iztedenskih Slovencev je izjemno pomemben za identiteto Slovenije kot take v vseh njenih inkarnacijah, gledano skozi zgodovino. Zdaj, najn fokus bodo torej zapisi avtori in avtorice, ki pišejo v žanru literarnega novinarstva, če pa zaideva tudi v, recimo, sfero esejistike, ne bo pa čisto nič narobe, če bi izpostavila tudi, ali pa kakšna druga forma, ali pa oblika, ne bo nič narobe s tem. Zdaj, povedala bi še to, ko sem brala o tebi, torej ti imaš slovenske korenine. Tvoji predniki so se preselili v ZDA v začetku 20. stoletja? Moj stari oče je prišel v letu 9 v Ameriko, potem prišteljal ženo in dva sinova v letu 1920 in moj oče čez 10 let se je vrnil v Slovenijo in tukaj srečal mojo mamo, ker so bili iz istega kraja doma in sta se tukaj poročila in se vrnila v Ameriko. Iz Primorske? Meni prehod Jelšane. Aha, in tvoja najljubša je Etiopija. Ja. Ena od ljubih. Ko sem prebrala, to so tvoje besede. Zdaj sem famozen zaradi tega članka od Jote. Tudi ta nova ameriška veleposlanica pozna moj recept.
Aha, no, Ker nisem preizkuhal. Torej, ukvarja se tudi z plačevanjem hrane, avtentične slovenske hrane. Tajbor imel predavanje v Murski Soboti na 23. o slovenska kulinarika v Ameriki, ki je tudi nekako posebna in hibridna. Odlično. Ja. Murska Sobota? Ja. Ja. Malo danes sem ne vozim, ampak v Ljubljani pa ne bo tega predavanja. Lahko se zmenimo za drugo leto. Zdaj, ko si odraščal, doma vi ste govorili slovensko? Do 5 let sem samo odgovarjal v angleščini, vse sem razumel, smo več ali manj bili dvojezični in potem, ker sem imel 5 let, sem bil celo poletje pri stricu v Jelšanah in čez 2 tedna sem bil na tekočem slovenščini. Čeprav je bil naš dialekt primorski, potem pa še imam ameriški naglas, ampak malo po malo sem hotel, me je slovenščina zanimala in sem bil parkrat na seminarju slovenskega jezika in se bolj zavedam, da zmeraj delam na mojo slovenščino, zdaj malo improvement. No, zanima me zdaj, torej, odgovarjal si nekaj časa v angleščini, potem v slovenščini, najverjetno. Brali ste pa tudi slovensko literaturo, torej pisatelje in pisateljice, kaj pa časopisi, ste brali tudi kakšno slovensko časopise? Ja, zmeraj smo dobili recimo revije iz Slovenije kot Rodna gruda ali pa ta zbornik od Izseljenske matice. Ampak tudi v Ameriki smo imeli in še imamo bogato slovensko sceno literature. Dobili smo 2 slovenska časopisa, Prosveta, tudi Naš glas in tukaj imam primere teh revij in časopisov, ki imamo. To so še vsi obstoječi? Ja. Nekateri so že stari, ampak zares gotovo še. Zanimivo je, da v moji hiši, moji mami se je zdelo greh, da bi kaj natiskano v slovenščini dalo v smeti. Torej, ko smo dobili revije, recimo Rodna gruda ali kaj, to se je moglo spraviti, ne vem zakaj, ampak ker ona je prišla tukaj izpod Italije, oče tudi, in slovenska kultura in jezik sta bila zatrjena. In zanimivo je meni, da mnogo kateri teh pisateljev v ZDA imajo korenine iz Krasa, ker mislim, da so dozoreli, ko so prišli v Ameriko. Vse, kar je bilo zatrjeno, je še več razcvetilo v Ameriki. Prostoru pač seveda večje svobode. In so imeli več možnosti. Recimo, moja mama je zmeraj rekla, ni nikdar videla slovensko narodno nošo, dokler ni prišla v Ameriko. In navaden Slovenec, recimo v Chicagu, v Clevelandu, v Pennsylvaniji, je imel več dostopa do slovenske kulture, oziroma gledališče, pevske zbore, revije, mnogo so njihovi bratranci v domovini. Žalostno, ampak resnično, ampak hkrati pa, mislim, razumem tudi tvojo mamo, da je tako nekako skrbno hranila vse te slovenske zapise. Neka rana, hkrati pa neka toplina, verjetno, ki je obdajala ob tem. Ker to je vse minljivo. Torej, ti si potem zgodaj spoznal že slovensko literaturo, tudi pač knjige verjetno si dobival tudi kakšne iz Slovenije? Ja, tudi. Kakšen avtor, ki je posebej, ne vem, te, kako bi rekla, zaznamoval, inspiriral? Za mene bi rekel, sem se nekako učil skozi Cankarja in te kratke zgodbe, že ker sem bil na seminarju slovenskega jezika, tudi sem celo enega bil prevedel v angleščino, samo za videti, kako bi to šlo. In tudi Cankar je bil priljubljen v Ameriki, tudi v prevodih in njegove igre, kratke zgodbe, tudi romane. Zdaj, od vsega začetka se mi zdi prihoda Slovencev, tega prvega vala priseljencev v ZDA, smo Slovenci, se mi zdi, prinesli oziroma kazali veliko nekega entuzijazma, volje, imeli smo ideje. Tako kot si tudi sam rekel, bil je to nek prostor svobode, ne samo za slovenskih priseljencev, vsaj zdelo se je tako.
In smo verjetno potem začeli kar nekako prihajati do ospredja počasi tudi, ne? Čeprav verjetno za prvi val preseljencev je bilo precej težko. Servir, potem pa potomci pa lažje. Ne? In tudi istočasno je slovenska identiteta se razvila, ker oni so prišli kot Avstrijci ali kot Mađari, ampak potem tukaj, potem v Ameriki so tudi ta panslavizem, kako se reče, in so se združili s Čehi, s Hrvati, s Slovaki, ampak istočasno pa je prišlo to gibanje za Slovenijo in za Jugoslavijo. Tako da moje mnenje je, da za časa Prve svetovne vojne, kadar je ta prva Jugoslavija se organizirala, da to je sprožilo cel val ponosa, ki je potem bil pogon za kulturni renesans med Slovencem v Ameriki. Spet obema vojnama, ne, da je bilo to izrazito. Kar naenkrat se domovi, kulturni domovi zgradijo, čitalnice, sokoli, tudi župnije se organizirajo, podporna društva. In so tudi do Prve svetovne vojne so zadosti si prihranili, da so si lahko so si lahko privoščili malo kulture, kakšno zabavo, kakšen ples, gledališče in tudi niso bili več tranzitni, kako se reče. Te prvi seljenci so, nekateri so šli, nekaj so zaslužili, potem so se vrnili domov, te pa so videli, Amerika bo naštom in so se, Zdaj prebrala bi en del intervjuja s teboj, kjer govoriš o tem, kako so pač Slovenci prihajali v ZDA in kako so se udomačili tam. Zdaj en mali segment prebrala. Takole praviš. Slovenci so začeli prihajati v Severno Ameriko že okrog leta 1870 in kjerkoli so živeli, so bili vplivni. Imeli smo slovenske guvernerje, trenutno je ena od njih Emi Klobučar, torej guvernerka takrat, ne, zvezdna senatorka, takrat je očitno še zdaj je senatorka, ne, iz Minnesote. Torej zvezdna država Minnesota, znala sta tudi George Vojnović in Tom Harkin, imamo že 3 astronaute, gotovo poznate. 4? Vse 4? Gotovo poznate Sunito Williams, ki je po materi Slovenka. Čeprav smo majhen narod, se v ameriškem talilnem kotlu dobro znajdemo. Izrazili smo še več dosežkov, kot bi si lahko kdo predstavljal. Slovenci, ki so prišli v Ameriko, so uporabili vse, kar jim je ponujala. Možnosti, tehnologijo, sredstva, optimizem in so lahko oblikovali novi, lepši svet, ne samo zase, ampak tudi za svoje otroke. Torej, to je zelo optimistična misel, ne? Ampak verjetno pa ni bilo od vsega začetka lahko. Zdaj pa mene zanima, kdaj nekako se ti zdi, da so Slovenci začeli prihajati bolj v ospredje v smislu tudi umetnosti. Torej, kdaj smo dobili prve bolj prepoznavne zapise Slovencev, ki živijo v ZDA? Verjetno takoj ne, a ne? Ne. Jaz bi rekel od Prve svetovne vojne naprej, ker so že established, so bili uveljavljeni v Ameriki na sceni, njihovi otroci so šli v šolo. Nekateri, ki so bili bolj primožni, recimo gostilničari ali ko je kdo imel kakšno trgovino, potem pa je lahko svojega sina poslal na univerzo ali na pravno fakulteto, recimo. In kot sem rekel, so imeli zdaj čas, da lahko malo kakšno knjigo preberejo, grejo slovenski dom na koncert in da malo uživajo kulturo. Ker so se zavedali, da so v Ameriki in da lahko njihovi otroci bojo vse pozabili in zato so tudi gojili kulturo na višjem nivoju, da bojo lahko otroci tudi zraven uživali. Zdaj, zakaj potem se ti zdi, da ni tako malo, se mi zdi teh imen poznamo, ne? Nekako Luisa Adamiča že še, pa še on nekako ni, bom rekla, nek
neko ime, ki bi ga zdaj čisto vsak, recimo, ne vem, srednješolec poznal v Sloveniji, verjetno ne, pa tudi v ZDA ne. Zdaj zadnjih let ga na novo odkrivajo, ker so vse te vprašanja zaradi migracije, kulturna identiteta, asimilacija in on je vse to pisal že pred 80 let. Se pravi, se omenja in se tudi nekako vključuje v učne načrte in programe. No, to sem tudi prej ravno, ko smo se pogovarjali, ne, tudi v sferi literarnega žurnalizma se že govori o Adamiču in vse njegova dela oziroma njegova besedila označuje za dober primer literarnega žurnalizma. Ampak je kar nekaj časa bilo potrebno nekako, da je dobil ta status. Zdaj ste glih imeli v Moderni galeriji to razstavo o umetnosti pod kraljevino Jugoslavije in uvodna scena je bila cela zgodba od Adamiča in njegovo knjigo The Natives Return. To še ga zdaj, nekako. To je kar nekaj reče preteklo zdaj te knjige. Tudi smo imeli konferenco posvečeno Adamiču, tako da se seveda stvari premika. Ampak poleg Adamiča, koga bi še izpostavili? V tej bolj prvi fazi, recimo. Lahko gremo nazaj do konca 17. stoletja. Mark Anton Kapus je bil misionar, ki je raziskoval, kar je danes Kalifornija in tudi potopise pisal življenje med Pima indijancov in to pošiljal nazaj v Evropo za objaviti. In bi rekel, ta prvi vpliv so bili misionari, posebno Friedrich Baraga, in on je kodificiral očetvejski jezik in tudi jim pomagal do slovarja in molitvene knjige prevedel v njihov jezik. Ampak celo pot je pa opisal te kraje, te ljudi, svoje izkušnje v slovenščini in v nemščini in pošiljal. In to so objavili tukaj v vaših časopisov. In on je tudi dal navdih drugim misionarjem iz Slovenije, da so prišli recimo v Minnesoto, v kraj velikih jezer, da so ustanovili skupnosti nemško govoreče in slovenske govoreče naselbine. To so bili več ali manj kmečke vasi in ustanovili cerkve in župnije tam. Ampak skoraj vsak je pisal ali kakšen dnevnik ali opisal svoje kraje, svoje čase, verske zadeve in to je vse bilo objavljeno v Sloveniji oziroma v Avstriji v tistih v tistem času. Mi lahko dostopamo do teh besedil, če bi... Ja, seveda. Recimo dli.si, ki je luk na internetu, se najde. Tudi smo imeli vseh variantov. En zelo zanimiv je bil Andreja Smolnikar iz Kamnika, ki je bil pa župnik, ki je bil iz Občinec. On je bil pravi lik. Ko je prišel v Ameriko, je skoraj zapustil katoliško cerkev in je bil utopijec, ali se reče. On je verjamel v te eksperimentalne skupnosti, on je imel te... Emerson Thoreau? Še več, še bolj noro. On je imel te vizije o globalizmu in globalistično veselje in bomo nekako protokomunistične ideje, protosocialistične koncepte in to je objavil v nemščini in v angleščini in tudi mu je bilo objavljeno v slovenščini. On je pomagal par teh utopian communities, kako se reče. Ja, utopične skupnosti. Utopične skupnosti v 1840-ih in 50-ih letih. In prav Henry Wadsworth Longfellow je pisal eno pesem njemu na čas, ker je bil takšen stilist. Ampak te pamflete je zmeraj pisal o svoji viziji in o ljudeh, ki je srečal in kako bi oni lahko izpolnili ta novi svet, ki nas čaka v prihodnost. Škoda, da sem to dejala, da bi zelo zašlo v anarhijo. Ampak to je dober primer. Istočasno pa Antonija Baraga, sestra od Friedricha Baraga,
pride v Filadelfijo in ustanovi Dekliško akademijo in ona tudi piše v slovenščini in v nemščini svoje vtise od Amerike in njeno filozofijo za gojiti dekleta in tako. Vzgajati, izobraževati? Ja, izobraževati. Zdaj, a bi lahko tukaj govorila že po tvojem mnenju o literarnem žurnalizmu? Ja, lahko. Ker tu malo se začne ta žanr tudi razvijati skoraj istočasno. To so sicer zelo osebne zgodbe, kar nič ni narobe s tem, ne zelo subjektivne, ampak vključujejo tudi druge ljudi, verjetno ni pisec ali piska osrednji protagonist ali protagonistka, ampak so verjetno izpostavljeni različni ljudje, različni vidiki. Torej vsi te primeri, ki si jih navedel, bi lahko že nekako sodili v to območje. Ja, že, ja. In zdaj mi lahko praviš, da stopamo v NUK-u, lahko potem se poiščemo ta besedila. Odlično. Zdaj pa vseeno bi si želela, da se ustavimo pri Adamiču. Zakaj se ti zdi, da, mislim, on je bil tudi seveda politično zelo aktiven, zelo angažiran, ogromno je pisal, vpliven je bil pravzaprav tudi v smislu, da že v svojem času je, vsaj korespondenco imel z Uptonom Sinclairom, če se ne motim, dolgoletno, potem Sinclair Lewis, potem Francis Scott Fitzgerald, Henry Mencken. To so vsa velika imena takratne novinarske in literarne scene, s katerimi je prihajal tako ali drugače do kontakta. Nenazadnje je bil v Beli hiši na večerji z Rooseveltom in Churchillom. Ja, in to je bilo pa... Sporno, Churchill ni bil ravno vesel, verjetno, Dinner in the White House, večerja v Beli hiši, potem knjiga je šla, mislim, da katerega leta 42. Tam nekje. In potem je Churchill šel v tožbo, če se ne motim, ki jo je dobil. Ja, $5,000. $5,000? Ja. Ne, ali funtov. Ne vem, jaz ne vem, ampak plačati je moral Adamič. Zakaj pa? Povej. Kot razumem je, Adamič bil na večerji v Beli hiši, je bil Winston Churchill tam, pa je nekaj napačno citiral Churchilla v footnote, kako se reče footnote? V opombo v tej knjigi in je prišel do pritožbe od Churchilla in je zmagal. Prišel je pa na povabilo Eleanor. Ja, Eleanor Roosevelt je bila, kako se reče, velika fanica od Adamiča. Si ti fan Adamiča? Povej mi, kaj meniš? Ja, jaz sem bil, recimo, ker sem ga jaz odkril, sem bil, recimo, prvoletnik na univerzi. Saj sem zmeraj slišal od Adamiča, mislim, da moj stric ga je prav enkrat srečal v Clevelandu. In moja mama in oče sta oba spoštovala Adamiča, vse, kar je dosegel. Istočasno pa so me upozorili, da recimo, kadar The Native's Return, kadar je ta knjiga izšla v letu 1934, da nekateri Slovenci so bili prav razočarani, da nas je opisal kot slikoviti kmeti, nekaj takega, ker smo... Ruralna družba. Ja, malo quaint, ne vem, kako se reče, domači in skoraj ne na lep način. Ampak vseeno sem sam prebral in sem sam sodil, kaj sem mislil. Mene potem pa so druge njegove knjige zanimale, recimo What's Your Name? Kaj je vaše ime? Kako priimki so se kaj priimki pomenijo za identiteto, kako se lahko spreminjaš, se lahko preoblikuješ se v Ameriki. In so te smešne anekdote, recimo, je enkrat slišal, on je hotel Adamič prepisati nekako v angleščini in je enkrat videl, da ič je podobno AGE, edge v angleščini in da bi Adamič prepisal na damage, ampak damage pa je škoda, mu ni zvenelo. Potem je slišal od nekega Slovenca, ki se je pisal garbage in da bi prepisal na garbage pa so smeti. Take zgodbe, ki so bile in me je zanimalo. Tudi pa Dinamit, ta prvi roman, ki skoraj čez noč ga je pod reflektorjem izpostavljal. Bi imenoval to knjigo roman?
Ne, on je pravzaprav samo en roman napisal. Ne, ti si rekel roman, zato sem. Sorry, ne roman, knjigo. Ne, on je samo en roman napisal. Vnuki, ne? Vnuki in tudi je scenarij, Francis Locke je dobil pravice za scenarij napisati, ampak projekt se ni nikdar uresničil. Ja. Zdaj prej, da ne pozabim, prej ste mi povedala, da se trenutno snima dokumentarec, kot vemo, prvi dokumentarec o Louisu Adamiču. Trenutno ga snimajo v Clevelandu. Včeraj so bili v Clevelandu, danes so v Pennsylvaniji in nekaj bom tudi posnel za ta film v Ljubljani v sredo. In tu je režiser Boštjan Virc, ki je imel ta, kako se reče, mockumentary, parodija dokumentarcev Houston imamo problem. Tu je res prvi dokumentarec od Adamiča. To ne bo mock documentary. Upam, da ne, ker zmeraj je ta senzacija, kako je Adamič končal. Umrl, ja. Jaz imam moje mnenje. Ne bi se izrekali. No, ali želiš povedati? Jaz sem, ker sem bil kustos pri Mestnem muzeju v Clevelandu, smo imeli celotno korespondenco od eden teh literarnih novinarjev, Vatroslav Gril in tudi Janko Rogel, in oni sta bila sodobnika od Adamiča in so si pisali. Vatro Gril je bil urednik od časopisa Enakopravnost, Rogel je tudi bil založnik in so bili dobri prijatelji od njega. In sem prebral od zadnje leta korespondenca od Adamiča in sem videl, da to je človek, ki gre. Tu ga je res, to pritožbo od Churchilla ga je res hudo prizadelo, pri čemer je, da je začel piti, sem videl, da je imel finančne težave, si je posojil denar od teh ljudi. Mislim, da je tudi žena pustila za nekaj časa in tiste zadnje leta tudi ni bil kaj produktiven. In torej jaz mislim, da je samomor, ampak drugi pa imajo te... Veliko je nekaj teorij, veliko. So tudi drugačne teorije. Zarodne teorije in Torej 51 leta sem zdaj. 51, Torej en sam roman, vse ostalo bi pa lahko njegov, bi pa označila za literarno novinarstvo. Ampak zanimivo je, kako s to prvo knjigo Dinamit je postal skoraj čez noč zvezda. A lahko poveš kaj o tej knjigi, ker ne vem, če ste jo vsi brali? To je delavsko gibanje v začetku 20. stoletja in tukaj je on preživel in to je bil skoraj prvi, ki je v Ameriki pisal na to temo. Malo je bilo, kako bi rekel, zbudljivo, za ljudi vzdigniti, ampak to je bil njegov namen. Tudi zgodovinsko nekako se razgleda, gre v zgodovino, vzdišče zgodovino naslednjega boja v v pravem času. Verjetno je bil trenutek res pravi, takrat, in knjiga je zažgala, eksplodirala. In torej ga tako, kot si rekel, čez noč nekako vzdignila. In so bile pa tudi kritike na to knjigo, v smislu, da ni pravilno predstavil določenih delavskih gibanj, določenih teh trade unions, to so sindikati. Torej, da ni pravilno dokumentiral teh stvari. Torej se ti zdi, da si Adamič, ker načelno literarni novinar ne sme preveč, ali pa sploh ne potvarjati resnice. Se ti zdi, da si on včasih preveč dovolil? To je posebno, ker to knjigo Natives Return leto 34, ki opiše Jugoslavijo. Vrnitev v rodni kraj. Da je imel svojo agendo proti kralju in Jugoslavije in tako naprej. Je pisal z pozicije tega stališča ali agende, kar načelno si literarni novinar ne bi dovolil. Seveda ti ni nujno, da si nevtralen, ampak vendar skušaš različna stališča pridobiti in potem to nekako tkati notri. Je pa ta Dinamit, tudi on raziskoval, za knjigo je raziskoval tako, da je šel po Ameriki, se spoznaval z različnimi delavci in tako naprej. Ta
tehnika potopa v situacijo, ta immersion, se pravi ta potop, ja, v raziskovalno področje, kar je značilno za literarni žurnalizem, je on pravzaprav gojil v vseh svojih delih. Vedno je na tak način pristopal k raziskavi in pisanju. In potem po tej plati bi ga lahko umestili, se mi pa zdi, da on, moje mnenje je večkrat dejansko, kako bi rekla, ali olepšuje, ali pa po drugi strani grša določene stvari z neko agendo in to načelno si pač ne bi smel dovoliti, če ga umeščamo v to kategorijo. Če pa ne, če pa na njega gledamo širše, se pravi, ga ne označujemo nujno samo za literarnega novinarja, pa če je to verjetno sprejemljivo, kaj se ti zdi? Ja, on je, zanimivo je, da ga zdaj na novo odkrivajo. Pred 3 tedni v Ameriki so prav njega citirali na NPR, National Public Radio, ker zdaj je aktualno, govorimo o migraciji, o kulturni identiteti, izseljenstvo in on je bil ta prvi, ki je obširno pisal na to temo. Nekateri so, on je vse, on je bil ta prvi, ki je obširno pisal. To je tudi migracijske študije, se mi zdi, da vedno več uporabljajo tudi Adamičevo ime in njegove teorije, oziroma uporabljajo, vsaj vključujejo jih, v pač sodobnejše, verjetno, teoretske pristope. Tako da obuja se Adamič, verjetno je tudi moment zgodovinski je takšen, da so pač njegove teme in njegova pač vprašanja zelo, zelo aktualne. Na Japonskem imajo prav spletno stran od Adamiča, da študirajo na Japonskem. Na Japonskem? Misliš, kot neka društvo ali kdo so to? Ne vem, nekaj, on je kot kultna oseba na Japonskem. Na Japonskem? Na Japonskem, bi spostavil mogoče še kakšno njegovo delo, pa tudi prinesel si, to je v bistvu nov prevod. Ja, to je nov prevod to je iz mnogih dežel, to so, kako bi opisal, se tukaj piše dokumentarni zapis avtorjevega 10-letnega terenskega dela, raziskovanja položaja migrantskih delavcev v Ameriki in obenem autobiografska refleksija za aktualizacijo, ki še danes ni izgubila veljavnosti. Torej, to so te vinjete, zgodbe o ljudeh, ki je on poznal in situacije, ki je on doživel in svoje vtise na pomen nekatere dobe in dogodke v ameriški zgodovini, ampak filtrirano skozi to vprašanje o izseljenstvu in kulturno identitete in tako naprej. Posebno je, tu niso samo slovenske zgodbe, so recimo nekaj piše od Fincev, od drugih narodnosti, je pa zelo bolj dolg članek, ki je na slovensko temo neki kar navaden delovec Tone Kmet iz Clevelandu, lahko da je tu Tone Kmet kot, kako bi rekel, where they changed the name to protect the innocent, ne vem, kako se reče po slovensko, ampak tu zveni kot precej autentično, zgodba sama, ime morda pač razmišljeno, za voljo zaščite. To je, da čeprav je bil navaden delavec v tovani, je imel tudi svojo zanimivo življenje vseeno. In to bi prebral? Lahko. Tone Kmet je bil glede svojega zdravja vedno skrben. Celo kot mlad mož je zmerno jedel in pil in nikoli ni jedel nič pogretega. Izogibal se je pijači. Leta 1910, pri 50-ih, po dolgem prehladu, ki mu je zlezel v kosti in ga za nekaj tednov položil v posteljo, je postal malo hipohondričen. S precejšnjim nelagodjem je opazil, da v Ameriki veliko ljudi umre med 40 in 60 letom, v stari deželi pa moški in ženske pogosto doživijo 80 let ali 90 let. In Tone Kmet je imel idejo, da želi živeti dolgo tudi in po svoje zlasti v Ameriki. Deželo je imel čedalje raje. Takrat je bil blizu odločitvi, da neha delati. Pravzaprav je nekaj takega sporočil tovarni.
Šefi, ki so ga poznali 2 desetletji, so ga prišli obiskati in so mu rekli, naj ne bo neumen. Zakaj pravzaprav gre? Za sabo ima 20 let službe, še 5 let pa bo imel pravico do pokojnine. Plačo so mu povišali z 50 na 60 centov na uro in vrnil se je na delo še za pol desetletja. Predvsem zato, ker je po skrbnem premisleku ugotovil, da bo morda družini precej trda predla, če neha delati zdaj. Hiša še ni bila povsem poplačena in 2 otroka, ki sta začela delati, še nista zaslužila prav veliko. Tako naprej. Odlično. Misliš, da je on poznal tega gospoda? Ja, morda je. Ja, ali pa je to... vzeti kot nek arhetip? Lahko, da so bili ne arhetip ali 2 ali 3 osebe, ki je združil v eno osebo. Ja, kot kompozit. To se tudi ne sme načelno, ne? Če si... Ampak kot ste rekli, so te sive meje. Zapisane meje so zelo, damiču res, ne? Dobro, zdaj pa, ko omenjava v bistvu ta delavski sloj, ne? Sem se pa ravno spomnila, da mene osebno zanima, morda tudi če koga. Jaz sem v družini, pač moja prednica, teta mojega očeta, je šla v ZDA kot izdelovalka klobukov, kot slamnikarca. In to so šle predvsem ženske, ne, iz te domžalske mengeške regije. Ona je prišla v New York leta 1920. Me pa zanima, a je to pisal o teh slamnikarcah? Mogoče veš? Samo mimo grede, jaz sem imel projekt, sem hotel prevesti slovenske zgodbe o Clevelandu v angleščino. In torej sem iskal te zgodbe. Mislim, da je Katka Župančič nekaj o slamnikaric pisala, ampak samo tu in tam, da se kaj jih omenja, ampak bi mogel malo pogooglati na ta deli.si videti, ko je bilo kaj bolj obširno. Je muzej sicer v Domžalah, ne? Vem eno krasno zgodbo, ena prijateljica, ki je zdaj pred en mesec umrla, njena mama je bila slamnikarica in je prišla v New York že pred Prvo svetovno vojno in New York pa je bil center za slamnike in Slovenke so dominirale to industrijo. In teta jo je poslala tam v tovarno, da naj dobi službo in pride tam in 100 deklet čakajo za samo 2 ali 3 prostore. In ni vedela, kaj ko bo dobila ali ne, ampak nazadnje je dobila. Zakaj? Ker je prinesla svoje škarje. Te druge niso imele škarje sabo. In je dobila službo tam. Potem pa je zelo natančno te klobuke, te slamnike delala. In tu se je plačalo na kos. In te druge punce so je rekla, Helena, ne boš nič zaslužila, ko boš tako počasno delala, ne ti treba biti tako natančna. Šef pa je opazil, kakšne natančne klobuke je delala in je njo vzel, da bo ona vzorce delala in je še večjo plačo dobilo za te perfektne vzorce, da so lahko te prodajalci rabili za sample, za model. In te klobuke so potem prodajali po celi Ameriki, ali kam so šli? Ja, smo tudi imeli za Slovenci že v 1890 letih v Clevelandu so delali na klobuke. So imeli to tovarno. Jedci, mislim, da so bili lastniki, ampak so tudi nekateri Slovenci tam. Torej, anekdotalno, kjer so bili klobuki, morda so bili tudi Slovenci. Ker jaz sem zdaj ugotovil lani, da so Slovenci iz Trbovljah, Hrastnika in Zagorje, da so dominirali steklarsko industrijo v Ameriki. Ampak jih se ne pozna, ker so vsi imeli nemški priimki. Zakaj so imeli nemški priimki? Ker njihovi stari očeti so jih prištiljali iz Alzacije začetka 19. stoletja za bedsteklarje v Trbovljah. To je tudi lep primer migracije, da te alzaški steklari
prihajajo pred 200 let na Hrastniku, ustanovijo te firme za delati stekleničke za idrijsko živo srebro. In potem, kadar prepada ta industrija okoli leta 1900, njihovi vnuki pa najdejo službe v Ameriki in tam uspevajo, ampak imajo pa nemške, ne vsi, nekateri so imeli slovenske priimke, ki so bili ponemčene, kako se reče, ampak vseeno, tu so bili pod radarjem zgodovinarjev. Torej, spet nekaj za napisati. Za raziskovanje, ja. Zdaj pa, če se nekaj pomaknemo v času naprej, kakšna je pa literarna, novinarska scena trenutno v Ameriki med slovenskimi izseljenci potomci? Ne vem, kako bi rekel, kot ne da smo asimilizirani, ja, ok, you know what I mean, veste. Malo mi jezik, ok. Jaz bi rekel, da v slovenskem tisku že zmeraj imamo te sredstva za svoje zgodbe pravi. Recimo, tu je revija Zarja, tu je včasih bila Slovenska ženska zveza v Ameriki, zdaj se kliče Slovenska zveza v Ameriki. In tu je 90-letnica od te revije. In tu je bil kot, še danes je neke vrste literarna revija, ki lahko pišeš članke o svoji mnenja o slovenski identiteti, zgodbe od Slovenije, družinske zgodbe, o kulinariki, vse tako. Tako da imamo za vsak se lahko Express se lahko pojavi, ampak v slovenščini pa bolj redko. Imamo 2 časopisa, mesečnik, Slovenski ameriški časi, ki nekateri, recimo Edi Gobec je dober primer, ki vsak mesec, on ima zdaj 92 let, vsak mesec piše od Slovencih ali od slovenskih naselbinah, kaj so Slovenci dosegli, in tudi o politiki, o kaj se dogaja v Slovenci, v Sloveniji, posebno te vprašanja po drugi svetovni vojni. To je za pisatelje kot Gobec še zmeraj aktualno. Ampak, ko lahko grem malo nazaj, kar je zanimivo je, 2 stvari sem opazil. Eno, da ti založniki so ustanovili te literarne revije, časopise. Mislim, da so imeli tudi sredstev za svoja mnenja in svoje stvari objaviti v tisk. Misliš uredniki? Uredniki, ja, uredniki in založniki tudi včasih so bili oboje. In recimo Cankarjev glasnik je bil naš res odlična literarna revija. In tu so dobili idejo, tu se je šlo, da bojo Slovenci v Ameriki promovirali Adamičevo knjigo Native's Return, kako se reče? Vrnitev v rodni kraj. Ja, vrnitev v rodni kraj. Za promovirati to knjigo so ustanovili tudi Cankarjevo založbo in Cankarjev glasnik, ki je bil mesečnik. In tu so skozi tem glasnikom so promovirali njegovo knjigo in tudi so dali ljudem navdih, da bi drugim kaj napisali, potopise, dnevnike, politične, tudi od zdravja, recimo neki dr. Ken je dobro življenje, zdravje, take članke pisal. In tu je vse delovalo do recimo 50 ali 60 let. In jaz sem celo poznal nekatere teh avtorjev iz tiste dobe in so vsi bili zanimivi. In to je, po mojem, cel žanr, ki je popolnoma neznan v Sloveniji, da smo imeli prav razvito literarno kulturo v Ameriki. Druga stvar je to, te časopisi, te revije
kot Zarja so se tudi lahko ženske izrazile svoje zgodbe, svoje spomine, svoje nasvete, izkušnje, potopise. In ker ne vem, ko je bilo tako v Sloveniji, ampak na en način so bile Slovenke v Ameriki bolj sproščene za se izraziti in za biti kreativne. Ja, in pravzaprav smo imeli isto gibanje za Cankarjev glasnik, ki je postala organizacija progresivne Slovenke Amerike, ki so res bile napredne. Potem one so recimo kupile rešilne vagone za slovenske partizane, ali pa največji projekt je bil, so zbrali skupaj $1 milijon za pediatrično kliniko v Ljubljani in tudi za šolo za slepe otroke. Cele zaboje, igrače, glasbila pošiljali skoraj vsak mesec. Tudi kupevale zdravstvene knjige za vaše zdravnike tukaj in pošiljali iz Amerike. Ja, in rentgene in vse take stvari. Ampak zanimivo potem pa še, ko bi rekel, tretja točka, vsi te založniki kako bi rekel, oni so bili poročeni, ampak njihove žene so tudi pomagale v pisarni, ali so bile editors, kako se redaktirale. Ali pa redaktor tudi? Ja, so bile redaktori. Ne vem točno, kaj so delali. Ok, ja. Ne, so editing, so popravile članke. Jezikovno? Tudi, včasih. To pa lektor bolj, ne? Ja, lektorke so bile, so tudi... Redigiranje tudi. Ja. Redigiranje. Ja, redigiranje, tako, redigiranje. In potem, ker so njihove mož, sta dvema primera, ko je mož umrl, potem pa je žena prevzela založbo in postala glavna urednica. Pa to še obstaja? Obstajalo je do konca 50. Potem pa se zaključi, zakaj? Ne, so še zmeraj, recimo, skozi mi imamo podporne zveze slovenske in vsak ima svoj časopis, recimo Prosveta od Slovenske narodne podporne jednote, Katoliška jednota ima svoj glasnik in tudi so nekatere, še danes so urednice v teh časopisov. Recimo posebno ta revija Zarja, Bani Pohar, sestra Debbie Pohar je urednica in tudi ima recimo vsak mesec uvodno besedo. A to je od Slovenian Union of America? Ja, to je od Slovenian Union of America. Ampak tudi je urednica za glasilo od Katoliške jednote in vsak mesec ima svojo kolumno in nekaj piše. Zanimiva pa je tudi bila Mary Grill Ivanuš. Ona je, jaz sem jo poznal osebno in ona pa je sedela kot celo knjigo samo o njej napisala. Njen mož je bil Đan Ivanuš, ki je učil se pod Francom Leharjem, ker je bil član od avstrijskega mornarskega ansambla v Puli. To je bilo že pred Prvo svetovno vojno. In tam Franz Lehar, ki je bil znan po operetah, je bil pa konduktor, dirigent. In potem pa ta Đan Ivanuš je prišel v Ameriko in je celo učil glasbo na neki univerzi v Južni Dakota. Medtem Mary Grill, mislim, da je bila zboravč doma, je prišla kot najstnica v ZDA, v Clevelandu in ona pa takoj se je znašla v ta ambient, ta optimizem, kultura se je začela svetiti in čeprav sta bila, ne vem, 20 let, on je bil 20 let starejši, se sta poročila okoli letu 1920 in ona pa je bila njemu muza. On je letu 26 prvo slovensko opero v Ameriki dirigiral Gorenjski Slavček in je dobil potem navdih. In Mary pa je bila
koreografinja in igrala vloge. In potem, ker je to uspelo, je on napisal prvo slovensko opero v Ameriki, Turjaška Rozobunda, po Prešernovi pesmi. Mary je bila dramaturginja in tudi napisala libreto in igrala glavno vlogo, ker je tudi pela. In tako naprej. Multitalentirana. Ja, multitalentirana, ampak mi so mojo najbolj poznali, ker je zmeraj pisala. Posebno je v časopisu Enakopravnost imela svojo kolumno Mica modruje in tu lahko boste vi, ali bom jaz prebral. Jaz sem tiha, sorry. Ampak tu je malo bolj formalno, ne vem, kako se spodobi. Boš ti prebrala, ali čem jaz? Pa daj ti. Tu je z leta 1954. Letošnji ženski klobuki ga pa res pihnejo, ali ne? Eni izgledajo kot poveznjene ponve ali ponvice, drugi spet kot starodavni pljuvalniki, saj se jih še spominjate. Marsikdaj si me zazdi, ko zagledam prijateljico, ki mi gre nasproti po ulici, kot da bi se mi bližala velikanska goba. In ker sem tiste sorte, da povsod iščem jeder ali vzroka, tudi glede teh klobukov, premišljujem, kako in kaj je z njimi. Kaj pa, če imajo tisti, ki nam diktirajo, kako naj si pokrijemo ali razkrijemo naše grešne kosti in pokrijemo naše neumne butice, kakšne posebne muhe ali namene, meni se kar dozdeva, da jih imajo. V Indiji umre vsako leto 15,000 oseb za kačjimi piki. Mi smo pa toliko naprej, da smo kače vse pregnali, imamo pa avte, ki še vse bolj uspešno ubijajo in pohabljajo. Take stvari je vsak mesec, ali mislim dvakrat na mesec. Take hudomušne. Ja, hudomušne in tudi nekaj v svojem času in svojih vtisov, kako je reagirala do politike. Ampak ni bila izjema. Katka Župančič je ogromno pisala za otroke, ker smo tudi imeli otroško revijo Mladinski list, ampak tudi je pisala o politiki, o pravice za ženske, tako naprej. Recimo te zborniki, ki smo izdali, to je ameriški družinski koledar v 1934, tu prvi koledari so že v 1890 let, vse do 50 let. In tu so krasni članki, tu je potopis po Slovencih v Colorado, tudi o delovske pravice in torej imamo to bogato dediščino. Ampak tu govorimo o kaj je bilo, mene pa zanima, kaj imamo danes. Tudi mene? Ja, vem. In lahko dam nekaj primerjev. To je cela generacija novinarjev iz 50. in 60. let, ki so bili slovenskega porekla in so pisali na različne teme in nekateri še pišejo danes. Recimo dober primer je Jim Klobučar, ki je oče od Amy Klobučar, ki je zdaj kandidatka za predsednico Amerike. On pa je delal za glavni časopis v Minnesoti, Minnesota Star, je imel svojo kolumno, za več let je bil tudi športni novinar, ampak največ je profiliral športnike iz Minnesote in intervjuje njihove zgodbe in tudi izdal knjige na različne teme od teh športnikov in nasplošno o življenju v Minnesoti in še piše danes. Jim Klobučar. Drugi dober primer je Robert Dolgan iz clevelandskega časopisa. Tam je bil Dolgan. Za 40 let je bil novinar, za 30 let je bil športni novinar in tudi dobil nagrade, ampak za 10 let je tudi bil feature editor, kako se reče. Je imel svojo kolumno, dnevno kolumno in tudi pisal svoje vtise. Jaz se spomnim... Če je bilo tudi reportaža. Tudi reportaža. Recimo, ko je...
še piše, čeprav je šel v pokoju, moram pa odkrito povedati, da je mož od moje sestre, ampak vseeno je to krasen pisatelj. Zanimivo, kako je iskal te zgodbe. Recimo je slišal, da bo Marlene Dietrich prišla v Cleveland, da bo nastopala, ampak je rekla, agent je rekel naprej, no intervju, ne bo dala noben intervju. Torej, on se je izmislil, je prašal svojega šefa, ko Luku najame Rolls-Royce in jo počaka na letališče in jo pripelja do hotela. In so povedali agentu, da bo Rolls-Royce jo čakal in to je bilo njej všeč. In se spomne, da ker je prišla na letališče, prvo stvar ga je vprašala je, where's the Woes? Ker ni mogla izgovarjati, kje je ta Rolls? In potem po poti, ne vem koliko je, 30 km do centra, je nekako casual, offhanded, kako se to reče, sproščeno imel neki intervju z njo in potem, ker je prišel do hotela, tam je fotograf čakal in jih poslikal. Take, on je šel do takih... In to je ona autorizirala, potem je bilo? Ne. Pač to je bilo ni vedno. Off the record? Ja, off the record, ampak z novinarji ni nič off the record. To je pa zelo... In tako torej je bil učinkovit za te zgodbe. In pa je bilo to objavljeno? Je bilo objavljeno, recimo, spomnim, jaz sem začel grafično oblikovanje na univerzi in glih je imel kolumno o smrti Picassoja in je napisal ta članek o, kaj je ta zgodba o nova obleka od kralja, ki ni nobena obleka. Cesarjeva nova oblačila. Ja, in nekako je primerjaval umetnost od Picassoja z to zgodbo. In jaz sem pa nisem pripoznal, da je to mož od moje sestre. Ker vsi so bili, kdo je ta nor, ki to piše. Ja. Ampak on njega... Si ga zatajil. Ja, sem ga zatajil, ampak njemu, kot bi moja mama rekla, njega ni bilo sram. On je, ko je videl zgodbo in zdaj, ki je se upokojil, je že 5 knjig napisal od teh športnikov, tudi je biografijo od Franka Jankovića, ameriški kralj polke, ki je Slovenec, tudi napisal. Ampak kot on piše, je bolj kot bolj literarno, to so zgodbe, anekdote, vse, ki je malo kako barvito piše, barvito in zanimivo. Tako se sliši, ampak sliši se tudi, da si nič ne izmišljuje. Ne. On je popolnoma odkrit, on ne bi malo, kako bi se reklo, duštukal. Še so drugi primeri, za mene je najbolj zanimivo, ampak nažalost je že pokojni. Charles Kuralt je bil novinar za CBS v Ameriki in on je bil znan za to serijo This American Life. On je šel s kombijem po celi Ameriki in samo navadne vsakdanje ljudje intervjuiral. In pri vsakemu je našel eno posebno zgodbo. This American Life še obstaja, seveda? Ja, tu je zdaj Charles Osborne, mislim, da se mu reče, je še zmeraj ob nedeljah zjutraj na CBS. To je dober primer literarnega žurnalizma v tej neki podobi. Ja, in potem seveda vsako toliko je vse te zgodbe zbral v knjigo in mislim, da je koliko 12 knjig, takih knjig, ampak ni vedel, da je Slovenec. Njegov brat pa je bil genealog in je odkril, da so Kuralti bili iz Slovenije. In tu se je zgodilo, tu je Charles doznal glih pred olimpijado v 92. leta. In torej on je imel reportažo iz, kje je bilo v Franciji, tista zimska olimpijada. In je prvič, da je bila ekipa iz Slovenije in tam skačejo kurenti in to novo slovensko zastavo, vsi pojejo in Charles Kuralt pa to prvo
skoraj ta prva reportaža na televiziji o Sloveniji in o Slovencu je imel na to olimpijado in po angliško je vsem povedal, these are my people, to so moji ljudje, pa kurenti skačijo. Torej, to so vse in potem prvo knjigo po tistem, ki je napisal, je v uvodni besedi govori o svojih slovenskih korenin. Ampak kot sem rekel, tu so vse vsakdanji ljudi, njegovi vtisi. Je bil v Sloveniji? Aha. Je prišel v Slovenijo? A ne, ker je kmalu potem je umrl. Ja, čez 5 let nekaj takega je bil umrl. En drugi dober primer je pa Bruce Weigel, ki je bolj znan kot pesnik. On je bil na kratki listi za Nobelovo nagrado za poezijo, ampak njegova tema pa je bila vojska v Vietnamu. On je bil veteran od Vietnama in to ga je zelo prizadelo, ampak kako se je on, kako se reče, se zdravil, je skozi svoje pesmi in tudi knjige, ki je napisal na to temo. Njegove pesmi so zanimive. Meni ostane v spominu ena pesem, kako je njegova babica pripovedovala, ker je bila, pisala se je Stara Šinič iz Bele krajine in se je spomnila, kada je prvo letalo videla in to v te pesmi njene vtise opisuje. In zmeraj mi gre po glavi, da ali je tu bil tisti odlet, ki je Rusijan šel od Ljubljane do Zagreba. Ne vem. Ampak vseeno že večkrat piše o svojih korenih in v knjigi Circle of Han posebno to, kar je doživel v Vietnamu in kaj so ljudje v Vietnamu doživeli. In ne samo za časa vojne, ampak po vojni, ker on se še zmeraj vrne tam in popišuje, kaj se dogaja. Tudi zanimiva Anita Andrece je bolj poznana kot pesnica, posebno, ker je po očetu indijanskega porekla, Jaki indijanka, ampak po mami pa je Slovenka in celo v sorodstvu z Otonom Župančičem. In znana je kot pesnica, ampak tudi napiše zgodbe o življenju med indijanci, posebno med Jaki indijanci in ta dvojna identiteta, kako biti Američan in indijanec obenem. In včasih so te notranji spori, tudi kako biti Američan, indijanec in ženska, torej so te kompleksne teme. Fluidne identitete, to smo zadnjič govorili. Krasno. Zdaj, mi lahko prijemo do teh njihovih knjig po spletu verjetno? Zanimivo je, Anita Andrece, sem prav našel ena njena pesem je že bila prevedena v slovenščini in po mojem ta mož in žena, ki sta prevedla, nista vedela, da je ona da je Slovenka ali slovenskega porekla. Zdaj, iščem, kaj je ta rdeči nit med vsemi temi ljudmi in mislim, da je to vprašanje o identiteti. Tematsko, kaj povezuje, identiteta. Ja, in da vsi nekaj iščejo. In ne samo v sebi, ampak nekaj iščejo od Amerike in od Američanov, kaj nas goni, kaj nas povezuje, kaj nas razdeli. Kaj se pa tebi osebno zdi, ker imaš zelo dober pogled v obeh kulturi, recimo, v zgodovinski sliki, kaj se ti zdi neka temeljna razlika morda med slovensko mentaliteto in ameriško mentaliteto in identiteto, če lahko zdaj... Slovensko-ameriško ali slovensko in ameriško? Slovensko in ameriško. Tu sem mislil... Če sploh lahko, a je kakšna karakteristika Američanov, kjer pa mi res nimamo?
pa mogoče res prevladujoča. Tu je pa ne. Tukaj so novinarji med nami. Tu so moji koncepti, ne vem, ko drži. Mi smo večjezični kot narod. Vsak Slovenec pozna, se komunicira v vsaj 3 jeziki. Ali to drži, ne vem? 2. Ne? Ok, 2 jeziki. Vsaj 2, recimo. Ampak to je survival skill. Kako se reče survival skill? Preživetvena veščina. Da se učiš jezika od svojega soseda, posebno, ko si manjši narod, ali od svojega okupatora, recimo, ko si Avstrija ali kaj takega. Torej, nekako moramo komunicirati na več nivojev, ne samo v našem jeziku, ampak bolj intenzivno, ker smo manjši. In mislim, da nekaj je tega ostalo med temi avtorji v Ameriki, da nekako smo še bolj komunikativni in več pišemo, zaradi tu je nekaj ostalo, da tu ni samo pisanje, tu je survival skill, tu je nekaj da ne bomo šli v pozabo, da se ne bomo zgubili v našo identiteto, našo osebnost. Nekako ta naboj in to moč in silo. No, zanimivo. Super, Joe. Zdaj nekako so kar nekaj stvari povedala, ne? Včasih bova morala zaključiti ta najin pogovor, zato ker bi si želela, da še vi kaj vprašate oziroma komentirate, če ti je prav. Lahko, mislim, da sem vse točke pokril. No, pa si pokril vse. Če imaš še kaj za prebrati ali pa kaj za zdeliti, pa prosim. Ok, mislim, da sem skoraj, vse povedal. Zdaj iščem, kdo je sodobnike. Nažalost, eden drugi, ki je bil zelo zanimiv in sem imel celo intervju z njim, je bil Mark O'Donnell, ki je pred 5 leti umrl. In on in njegov brat, ki je dvojček, sta bila na Harvardu in on je bil prav urednik od Harvard Lampoon. In to pomeni, ne vem, kako bi Slovencem opisal Harvard Lampoon. To je zelo prestižna nekako, ne? To je zelo legendarna publikacija. Prestižna, legendarna, kako se reče, humoristična revija iz Harvarda in vsak, ki je bil urednik, je potem uspel ali v komediji, ali v televiziji, v filmih. In Mark O'Donnell je tudi pisal za New Yorker in vse o sodobno življenje, posebno življenje v New Yorku. Je rekel, tukaj on je napisal knjigo Kokuse, tu so pravila gibanja v risankah. Does that make sense? Pravilo, the laws of cartoon motion. In recimo številka 1. Vsak, ki je suspendiran v vesolju, bo ostal suspendiran v vesolju, dokler se ne bo zavedal svoje situacije. In tako naprej. Res odličen, tudi romane je napisal, ampak nažalost je pred 5 leti umrl. Ampak imamo pa, ne vem, dobre pisatelje. Jaz sem zelo vesela, da si ta imena zdaj prinesel tudi sem. Ker jih res ne poznamo dovolj dobro, pa sploh ne poznamo. Tako da to je zelo pomembno, se mi zdi, da govorimo. Tudi, recimo sem več let, jaz sem prihajam iz založništva, sem delal za 15 let za 2 založbi in recimo sem bil na reviji Industry Week, ki je bil ta glavna revija za manufacturing, kako se reče, za proizvod, posebno za jeklo v Ameriki. In glavni urednik je bil Stanley Modec in on, seveda, sem, ne vem, 5 let s njim delal, 6 let, in on je zmeraj te odlične kolumne napisal o Amerika in svetovno konkurenčnost. Posebno v 90-ih letih, kada se je šlo za
za Japonsko in kako, ali bo Amerika in Evropa, ali bojo konkurenčni za Japonsko, ali ne. Torej, on je cel svet šel na kitajskem, na japonskem in vse to potem opisal. Ja. In zelo vpliven v industriji v svojem času. Super. Kdo ima kakšno vprašanje? Mene zanima o ameriški znanosti. Imate kakšne novinarje, ki o tem kaj pišejo in ali tega sploh ni? Ne, imamo recimo, zdaj trenutno je mlad profesor na Kolumbiji Anže Slosar iz Slovenije, ki je pa on je moj sorodnik. A res? Ja, tretji bratranec. In on je astrofizik in je zelo znan in kot od mlade generacije tudi. On je dober primer. Ampak so tudi, recimo, kot sem videl, ki sem bil pri industrijskih založbah, sem videl, da se pojavijo slovenska imena. To je dober primer. Slovenski novinar iz Clevelanda, Frank Kužnik, je zdaj na fakulteti v Pragi za novinarstvo. In prav piše za Prague Post. Yeah, I know him. You know him? Frank Kužnik? Jaz ga poznam že 30 let. Lahko povejte nam kaj od Franka Kužnika? Da se je poročil z Japonko, da je reden gost teh slovenskih srečanj v Pragi. Drugač pa je imel tale Prague Post, ampak ne dela več. Ne dela več. Ko je bila ta kriza, so ga vicunili, ne? Tako kot vse te freelancerje, ne? Ampak je učil na univerzi, mislim, novinarstvo? To kot gostujoč, ja, kot freelancer, ja. Ja. Je pa Američan, on, po osebnosti. Ja. Je zelo Američan. Aha. Ja. Mislim, da znanost je na napačnih poteh, ne? In nažalost, ker to, da je 60% znanstvenih, bi rekel, področji v domeni vojske nikamor ne vodi, ne. Drugo, v znanosti včasih je bila vodilna humanistika, danes ni več. Z industrijskim inženiringom je začela ta digitalna zmeda vse pogost. Imamo industrijski inženiring in to prenašamo na humanistično področje brez vsake kontrole, brez respekta in to ni bodočnost, to bo eksplozija na koncu vsega tega. In po mojem mnenju bi sploh ne bi smeli organizacijske metode industrijskega inženiringa, ki bazirajo na Heglovi filozofiji, uvajati v sfero medicine, zdravstva, demografskih dogodkov. Zdaj pa že slišim ravno po televiziji iz Sirije, da gre tam za demografski inženiring. In bodo demografski inženiring. Dobro, ta izraz, dajmo razumeti, zakaj se gre. Tam se gre za nafto, za plin in tam rabijo koridor 30 km za to. Ne? In od tega izvirajo pol vse druge krize. Gospod, imate kakšno vprašanje? Ne. Ta komentar je sigurno zelo na mesto, ne? Hegel je namreč izjavil,
On je bil prvi, ki je industrijski inženiring postavil kot najvišje človeško dosežek človeštva, a ne, ki bo dosegel to, da bomo naravne sile lahko uporabljali v boju za naravo in zmagali, mislim, bedarijo skratka, no. In ker pač Boga več ni, je človek Bog in zdaj smo tam. Ta človek je ratal zverina, ne pa Bog. Ne. Z vsemi orožji tolče na humanost. In če ne bomo... Tu zveni kot ta Smolnikar, ki je pisal v 1840-ih letih. Kot take stvari on pisal. Se je zavzemal za utopijo. In Hegel je zakritiziral, ne zahvali. On je hotel vse tu, da bomo šli v nov raj. Da Amerika bo, kako bi rekel, pogon za neki novi svetovni raj. Moram pa omeniti, da lani skozi Slovensko zvezo v Ameriki smo imeli idejo, da bi ustanovili literarno nagrado za slovenske pisatelje, ne samo v Ameriki, tukaj v Sloveniji. In v prvo leto smo imeli 30 prijav in smo delili nagrado Blair Kirkpatrick, ki je Slovenka po mami, je duhovit članek napisala, se je enkrat bila upisala v delavnico za potice. In kaj je tu nje pomenilo, da tu ni samo potica, tu je nekaj posebno slovenskega in vse natančno napisala, vse simbolično, zakaj je potica pomembna. To je dolg esej, ne? Ja, dolg esej. 30 strani? Ja, nekaj takega. Se pravi, to je Slovenian American Literary Award. Ja. In lahko se tudi Slovenci prijavijo. Ja, na odboru imamo recimo Barbara Skubic, ki je znana prevajalka in pisateljica tukaj v Ljubljani na našem odboru. Ampak ja, ta potica workshop, to je kot meditacija na slovensko potico. Zelo lepo je napisal ta esej, prebrala sem ga prijazno poslal. Meditacija na slovensko potico. Mene pa zanima, če še lahko, kaj pa te mlajše generacije novinarjev, ameriških Slovencev, potomcev, kako so zdaj oni, a imamo kakšnega zanimivega podobnega pisca? Imamo, ampak je zdaj vsak loku ima tisk ali lokotiska, ima blog, ima ima kako se reče, podcast in je težko jih vse najti. Ampak jaz imam zmeraj slovenski radar, da bom kakšnega slišal ali srečal ali videl, torej da kadar jih srečam pa jih popišem. Recimo v Clevelandu mi imamo razvito rockerske scena in tudi za comics, kako se reče, za risanke, ampak te stripe, ampak te resne, kako se reče, te resne, stripe. Risno romani? Ja, tudi. Grafični romani? Ja, grafični romani, tako tudi imamo in sem videl par slovenskih imen, ki so aktivni na to sceno. Zdaj si naštel par stvari, ki sodijo v kontekst literarnega žurnalizma, podcasti, blog, ki lahko pravzaprav tudi, strip, absolutno, to se paše notri. In tu je posod. Tega je verjetno veliko, kot si rekel, ampak težko je zdaj res vse nekako popisati. Imamo več teh slovenskih spletnih strani, recimo clevelandslovenian.com, ki so tudi članki tam na tisti spletni strani. Torej, Cleveland je še vedno nekako pač jedro te slovenske skupnosti, kaj se ampak zdaj je virtualna Slovenija. Po celi Ameriki, ker recimo v socialnih medijah imaš stran za vsako okus, za vsako zanimanje za slovensko kulinariko, za
diatonične harmonike za Lojzeta Slaka, ampak ne samo tudi za genealogijo. Zdaj ta velik trend je genealogija in ljudje pišejo o svojih družinah. In tu je zdaj genealoški turizem. Vsako leto, mislim, lani je prišlo 300 Američanov samo za konferenco o genealogiji tukaj v Ljubljani. In prejšnji teden mislim, da je 100 prišlo. So bili končali svojo konferenco. In vsak bi rad ali roman, ali dnevnik, ali nekaj napisal zgodovino o svoji družini. Tudi ti kaj pišeš? Seveda, žal, ti si bil preskromen nocoj, nisi v sebi nič povedal. Ampak delaš ogromno na tem. Ja, ne, jaz sem v zadregi, ker mislim, da veliko govorim, ampak nimam nič črno-belo, dosti kaj za pokazati. Imaš pa v delu stvari. Ja, imam filme. To si mi povedal prej. Kako? Ja, tudi zapise imaš si. Ja, bi mogel, imam druge stvari, ki delam, ki so ovire. Ja, kot likanje in pomaganje, ja. Tratopos. To so res ovire. Strinjam s tamo. Če kaš, ja? Jaz bi sem povedala, da bo tematski sklop o Luju Adamiču, ki je nastal na podlagi konference, ki jo je Leja omenila, izšel v naši znanstveni reviji Dve domovini, Two Homelands. Februarja bo na spletu dosegljivo to branje. Pa da je John Enyart pravkar izdal zadnjo, kolikor jaz vem, knjigo o Adamiču. On je ameriški profesor z naslovom Death to Fascism. Zato, ker je celo drugo svetovno vojno je svojo korespondenco Luj Adamič vedno podpisal Smrt fašizmu. In je to zadnja knjiga o njegovem angažmaju v protifašističnem boju. Tako čisto informacijo. Mislim, da bomo imeli recenzijo v tej številki Dve domovini, Two Homelands. Bi pa sam toliko mogoče še rekla, da glede vrnitev v rodni kraj, ker sta prej tako nekako omenila, da a si je kaj izmislil, ali je vse bilo tako, kot je bilo, ali ne. Mislim, Adamič je, seveda ga lahko mirno uvrščamo v literarni žurnalizem, tukaj ni nobenega dvoma, ne. Ampak tudi ni nobenega dvoma, da čisto vse, kar je pisal, je bilo politično obarvano. Tudi njegovo pisanje je politično pisanje, ne, šovnuki, mislim, da bi rekli. Torej, on je imel svoja politična prepričanja, ki so bila seveda antifašizem, antiimperializem, pravice delavcev, pravice ljudi, skratka pravičnejša družba, tudi na vse zadnje pravice do identitete, etnične identitete, zato je tudi velja za utemeljitelja multikulturalizma. Ampak njegova politična agenda je jasna, in če je on 34. leta hodil po Jugoslaviji in spraševal ljudi, in to je počel, eno leto je to počel, torej eno leto je hodil iz republike v republiko, oziroma kar smo takrat imeli, in govoril zgodovini non-stop, in na podlagi tega to napisal. Je seveda ni moglo biti drugače, kot da je obsojal diktaturo, kaj pa ne bi drugega. Torej, tukaj ne moramo zdaj govoriti o pristranskosti, ali je imel dovolj podatkov ali ne. Imel je natančne podatke, kaj se dogaja v najbolj zloglasnih zaporih tistega časa in mislim, pa še vse drugo, pa že tisto bi zadoščalo. Da pa je seveda politično jasno zavzeto stališče lahko za nekoga popolnoma nesprejemljivo, je pa tudi jasno. In tako je bilo tako zelo nesprejemljivo, seveda tudi za en del slovenskih Američanov oziroma ameriških Slovencev, kar je popolnoma jasno. Tako je bilo z vsemi njegovimi knjigami. Torej njegove knjige so pač vedno sprožile taka in drugačne reakcije, za in proti. Zato, ker je bil v svojih političnih stališčih, skozi katere je interpretiral vse zadnje od Dinamita naprej, recimo krivičnost,
do delavcev popolnoma jasen. Za nekatere gotovo je bilo to potvarjanje, posebej za tiste, ki niso želeli videti resnice. Ustvarja sicer verjetno te tako imenovane sestavljene like, a ne? Pač da več ljudi združi v en sam lik, a ne? Pač ima te neke svoje finte, a ne? Ki pač načelno v bistvu spremljive, ampak kar se pa tiče stališča, se pa konsistentno pač drži ene linije in drži od prve knjige do zadnje, a ne? Tako da ja, absolutno. Mirjam je urednica Dveh domovin, tako da jaz se prav veselim zdaj tega cikla, ne, o Adamiču. Februarja si rekla... In Leja ena od avtoric. Tako da, mislim, da s tem pa lahko zaključimo, ne, ta pogovor. Hvala vsem, da ste bili z nami. Še nekaj vprašanja. Hvala.